Lep pozdrav! Ni lepšega, kot narediti video na teniškem igrišču. Vse vaje, ki jih bom danes pokazal, lahko naredite tudi vi doma. Danes si bomo pogledali pronacijo. To je zadnji gib pri servisu, se pravi zadnji del servisa, kjer mi dejansko pokrijemo žogo navzdol. In pronacija je zaslužna zato, da dobimo mi dodaten pospešek pri servisu, da imamo tisto kontrolo gor na vrhu, da lahko usmerimo žogo v eno ali v drugo smer. Uporabljamo pa jo tudi pri smashu. Kaj je najpomembno pri pronaciji? Se pravi, najprej kladivo prijem. Da imamo mi kladivo prijem in s kladivo prijemom bomo naredili prvo vajo in sicer odbijali bomo žogo navzdol, potem pa bomo odbili strunami, obrnemo zapestje in dejansko je to že prvi del pronacije. Ja, se pravi, sedaj sem že prvi del pronacije naredil. Najlažje je razložiti pronacijo tako, da gor na vrhu pogledamo na uro. Se pravi, da obrnemo in pogledamo na uro. Gremo kar na naslednjo vajo in to je igranje z robom nad glavo. Se pravi, mi moramo na žogo pri servisu priti s kladivom navzgor. In sedaj bomo to poskusili. Vržemo si žogo in jo odbijemo dejansko s kladivom. In tudi ta pospešek pri servisu je eden ključnih, se pravi, da ne mi ne prihajamo takole navzgor, recimo s forehand prijemom. Vse te vaje doma, ko boste delali, samo gledajte, da boste imeli neko prepreko pred sabo, da vam žoga prihaja nazaj. Jaz sem danes vzel malce več žog, čeprav košara še ni dovoljena na teniškem igrišču, ampak bomo te žogice uporabili sedaj samo enkrat. Naslednja vaja, lahko potem iz malce več zamaha naredimo enako. Se pravi, malce več zamaha in poskušam zadeti žogo z robom in vidite, da delam v bistvu samo ta gib. Ko to obvladate, lahko probate s celim udarcem in zadanete z robom. Mi pa bomo šli že kar na naslednji korak in to je, da jaz na vrhu obrnem in pogledam na uro. Se pravi, zelo malo zamaha, obrnem in pogledam na uro ter zadržim. Najlažje vam je, če pogledate na uro, tudi otroci bodo to najlažje razumeli. Se pravi, grem navzgor in pogledam na uro. Še enkrat, hop, in pogledam na uro. Pa naredimo to malce na dlje. Se pravi, naredimo sedaj s celim zamahom in pogledamo na uro. Ko ta gib obvladate, se lahko še malo pohecate, da ciljate levo ali desno s pronacijo. Mi bomo šli pa kar na naslednji korak in sicer tako, kot smo rekli, pronacija nam koristi za to, da dobimo tisti zadnji pospešek žogice v tla. Se pravi, zato bomo sedaj vadili pronacijo v tla. Ste videli, to vajo boljše, da delate že na teniškem igrišču. Doma pa lahko naredite še zadnjo vajo za pronacijo. Recimo greste ob steno, to vajo sem pred časom že pokazal. Si vržete žogo gor in jo s pronacijo ob steni ustavite. To vam recimo doma še lahko pomaga. Ostale vaje pa dajmo poskusiti, ko boste na teniškem igrišču. Se pravi, prva je lahko iz pol ali iz celega. Naredim dobro pronacijo, mora zelo počiti, se pravi, takrat je prava pronacija. Če boste malo zarezali žogo, žoga ne bo šla tako visoko, je pa zelo dobra vaja še zadelati in mogoče tudi malce za en challenge izziv, da recimo žogico poskusimo s pronacijo spraviti čez mrežo. No, v prvo mi ni uspelo, dajmo še enkrat. In ta je šla na travnik, tako da recimo mogoče za mlajše je to bolj zanimivo, da poskušajo žogo res z dobro pronacijo spraviti čez. Tako, to je to, kar se tiče pronacije. Glejte me zopet jutri v novem videu, do takrat pa ostanite doma, igrajte tenis, bodite zdravi in se vidimo spet jutri.